Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Ste vedeli, da številka 15 predstavlja pozitivno spremembo? In prav danes uradno začenjamo z našim šolskim podcastom Črepinje, ki ga bomo načeloma vsakega 15. v mesecu ponudili na poslušanje na naši šolski spletni strani in pa na našem šolskem YouTubu. V naših Črepinjah se bomo poglabljali v razne teme in vprašanja, ki jih imate dijaki, profesorji, zaposleni oziroma vsi poslušalci. Danes bomo govorili o temi, s katero se vsi vedno pogosteje srečujemo. Še posebej dijaki pri testih, ocenjevanjih, neodgovorjenih vprašanjih, to je o stresu. Zakaj smo pod pritiskom? Kako na stres vpliva šola? In kako se lahko z njim uspešno spopadamo, še posebej, ko razmišljamo o prihodnosti in naši izbiri poklica? V današnji prvi epizodi šolskega podcasta Črepinje je z nami profesor psihologije, gospod Aron Marcel Veldin, ki nam bo pomagal bolje razumeti to temo, hkrati pa tudi pomagal pri ravnanju v stresnih situacijah. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vama. Za začetek vsakega podcasta pripravimo glasove s hodnika. Naključne dijake naša Jamin in Vem povprašata o pereči temi, da lahko bolje začutimo, kakšno je splošno mnenje. Kaj bi rekla, da ti v šoli povzroča največ stresa? Iskanje placa med malico. Ocene. Ocenjevanja. Ocena. Kateri predmet ti povzroča največ stresa? Matematika. Matematika. Nemščina. Matematika. Angleščina. Kaj narediš, ko si pod stresom? Nič. Grem se jokati v kot. Probam se umiriti in mislim na nekaj drugega. Gledam telefon. Grem se pelat z motorjem. Probam se umiriti. Ali misliš, da profesorji razumejo stres dijakov? Ne. Ja in ne. Ne. Kakor keri. Jaz bi rekel, da saj v teh situacijah tudi oni pripomorejo k miru. Jaz tudi menim, da razumejo. Test ali ustno ocenjevanje? Kaj misliš, da je bolj stresno in zakaj? Test, saj pri določenih predmetih, kot so nemščina in angleščina, še je potrebno paziti na pisavo. Mislim, da je bolj stresen test, zato ker pač ne more ti nič pomagati učitelj. Test, saj pač težje je, meni se zdi več širše je, več za napisati. Na lestvici od 1 do 10, koliko stresa vam povzroča šola? 4. 4. 6. 7. 10. 12. 12. Gospod profesor Veldin, slišali ste glasove naših dijakov in dijakinj. Kako bi komentirali njihovo opažanje in čutanje stresa? Komentiral bi, da opažam, da različnim dijakom različne situacije predstavljajo stres, tako kot bi seveda pričakovali, in da različni dijaki doživljajo seveda različne ravni stresa. Bodi si zaradi tega, ker imajo bolj stresna življenja, bodi si pa tudi zaradi tega, ker pač iste situacije dva dijaka lahko interpretirata kot različno stresne. Se pravi, enemu je test iz matematike groza, enemu je pa nič posebnega. Najlepša hvala. Za začetek našega pogovora pa se bomo najprej posvetili bolj teoriji. Kako bi preprosto razložili, kaj stres sploh je in zakaj ga ljudje sploh doživljamo? Stres je načeloma en odziv, tako psihološki, psihični, kot tudi telesni, se pravi fizični. In ta odziv se pojavi, ko mi ocenimo, da nas neka situacija bodi si ogroža, se pravi nam predstavlja grožnjo, bodi si nam predstavlja neki izziv. Recimo, imate predstavitev pri geografiji, pri geografiji nimate, zgodovini, imate predstavitev pri zgodovini in potem vam ta predstavitev lahko predstavlja grožnjo. Ogrožen je vaš uspeh, ogroženi mogoče vaša samopodoba, če boste pač zabluzili predstavitev pred razredom, vaš ugled in zaradi tega doživljate ta stresni odziv. Sproži se vam simpatično živčevje, napnejo se vam mišice, suha usta dobite, zenice se razširijo, čeprav dobro, to se ne vidi tako zelo,
kaj še, pozornost se vam zoži, ne morete biti pozorni na ful dražljaje okrog sebe, ampak ste pozorni samo na eno tisto stvar, ki jo rešujete, in to je ta stresni odziv. A je stres vedno nekaj negativnega ali je lahko tudi pozitiven? Načeloma je ogromno stresa pozitivnega. Temu rečemo eustres oziroma dobri stres. To je stres, ki nas motivira, da nekaj naredimo. Recimo, jaz začutim malo tega stresa, da se učim za test iz geografije ali pa z psihologije. Ja? Se pravi, začutim malo tega stresa in ta stres me motivira, da se grem učiti. Imamo pa seveda tudi distres, to je pa slabi stres, to je stres, ki nas zavira, to je stres, ki nam odjeda življenjsko dobo, a ne? Tega pa ponavadi mislimo, ko rečemo stres. Kaj pa so po vašem mnenju najpogostejši vzroki stresa pri dijakih? So to ocene, pričakovanja staršev, matura, izbira poklica? Kot smo slišali iz teh glasov izhodnika, definitivno ocenjevanja, definitivno tudi matura, sploh za četrteletnike, definitivno mogoče za nekatere dijake bi tukaj dodal še medvrstniško nasilje. Ne, to je lahko zelo, zelo stresna situacija za njih. Ampak načeloma to, kar ste povedali, ja, bi se strinjal. A menite, da današnji srednjošolci doživljajo več stresa, kot so ga generacije pred nami? Pišuka, ne vem. Kaj pa jaz vem? Pač načeloma govorimo res o eni epidemiji stresa. A ne? Se pravi, na splošnem se govori, recimo Svetovna zdravstvena organizacija govori o tem, da je stresa vedno več. Zdaj, deloma je tudi zato, ker ga več zaznavamo. A ne? Mi smo bolj senzibilni kot družba na stres, kar pomeni, da ga hitrejš prepoznamo pri sebi, kar pomeni, da potem tudi hitrejš rečemo, aha, zdaj smo pa pod stresom. Pa tudi stresno je recimo, ne vem, da smo bombardirani z vsemi temi informacijami, ne vem, pa je ta napad v tisto državo, pa je ta država napadla nazaj, pa so se tam stepali, pa je vse slabo, vse slabo, vse slabo. In seveda to je lahko za nekoga zelo stresno. Ali pa primerjanje na spletnih socialnih omrežjih, se pravi, vidim idealizirane podobe življenj nekih, pač ne vem, kolegov ali pa ljudi, ker seveda ne boš objavil, pa zdaj bom, ne vem, malo karakteriziral, ne boš objavil na spletno socialno omrežje, danes sem pa, ne vem, imel drisko ali karkoli, ne, ampak boš pač objavil neke vesele trenutke iz življenja, ki seveda potem postavijo zelo visok standard in ko se ljudje primerjamo nehote s temi visokimi standardi, lahko doživljamo nek udarec za našo samopodobo in s tem stres. Ampak drugače pa ne vem, specifično za dijake v Sloveniji, ne vem, možno, da ste bolj pod stresom, ja. Sploh zdaj, ne vem, da se upošteva zdaj tudi NPZ za vpis v srednjo šolo, ne, mogoče to predstavlja stres. Pa te točke, pa vpisi na fakultete, definitivno je to nekaj, o čemer najbrž veliko razmišljate. Kakšen vpliv pa ima stres na telo in možgane? Najbrž mislite tukaj malo bolj dolgoročen stres, čeprav razumem. Se pravi, če jaz dlje časa doživljam stres, kakšen učinek ima to na moje telo in možgane. Zdaj v mojih možganih imam jaz omrežja, ki se aktivirajo vedno, ko sem jaz pod stresom. In večkrat, kot sem pod stresom, večkrat se ta omrežja aktivirajo. In večkrat, kot se aktivirajo, bolj verjetno se bodo še ponovno aktivirala, kar pomeni, da bom bolj verjetno neke situacije zaznal kot stresne in bom bolj verjetno pogosteje pod stresom. En vidik je še tega, da naše telo, se pravi, ima neko stanje umirjenosti. Ja, neko stanje, ko smo chill, ko smo v redu. Ne? Ampak, če smo mi pogosto pod stresom, se našemu telesu s časoma ne splača več iz te umirjenosti iti v stresni odziv, pa potem se spet nazaj umiriti, pa spet iti v stresni odziv, pa spet se nazaj umiriti, zaradi tega, ker enostavno je energetično potratno to, oziroma energetsko potratno. In kar se dolgoročno zgodi, je, da naše telo reče, ok, če si itak vsak dan 3-krat pod hudim stresom, boljše, da jaz to nivo dam kar malo višje, pa potem sem vedno malo pod stresom, pa potem grem v tisti malo hujši stres, ampak ko se vrnem nazaj, se ne umirim čisto, ampak sem še vedno malo pod stresom, zato ker itak si vedno pod stresom in to naše telo se navadi in potem doživljamo ta kronični stres, pa imamo težave
s spanjem lahko dolgoročne, imamo težave s spominom, imamo povišen krvni tlak, ki lahko vodi v neka krvnožilna, srčno-žilna obolenja, ne, imamo ne vem kaj še. To so faktor tveganja za demence in tako naprej. Veliko dijakov pa čuti tudi ful velik pritisk glede poklica pa nadaljnega študija. Zakaj pa vi mislite, da je ta odločitev tako stresna? Vi ste trenutno dijaki, mislim, vi ste dijaki, ampak vi, vejca, dijaki, vejca, ste trenutno v eni fazi življenja, za katero bi en psiholog, Erik Erikson, katerega srednje ime je bilo Hamburger, oziroma Hamburger, ne vem kako, Hamburger, tako. On bi rekel, da ste v eni fazi, kjer je glavna razvojna naloga to, da najdete svojo identiteto, da najdete, kaj jaz želim v življenju biti, čemu jaz želim posvečati čas. In seveda, vi, ko zbirate zdaj, kam bi šel naprej, kater poklic bi imel ali pa kater študij bi šel, je tukaj zelo stresno, ker pač pol imaš ti neko pot in rečeš, kaj pa če ta pot ne bo prava, ne, mogoče je druga, in dojamete to celo situacijo kot grožnjo ali pa kot velik izziv in se pojavi stresni odziv, in ker se pojavi ta stresni odziv, se nimate tako fajn. Tako da ja, jaz mislim, zaradi tega doživljate stres ob izbiri poklica in tako. Vsako epizodo našega podcasta bomo popestrili tudi z dvema rubrikama. Prva rubrika je Mit ali resnica, v kateri bodo naši gostje potrdili ali ovrgli 3 izbrane trditve, ki jih je za naše goste pripravila Alina. Profesor, prosimo vas, da na trditve odgovorite in podate kratko obrazložitev. Alina, izvoli. Hvala, gospod profesor. Prosim. Prvi mit ali resnica. Stres je normalen del odraščanja in ni nevaren. Prvi del resnica, drugi del mit. Se pravi, stres je normalen del odraščanja, brez stresnih situacij se nič ne naučimo, nič ne zrastemo, je pa lahko nevaren, kot sem prej rekel, sploh dolgotrajen kronični stres, definitivno lahko vodi v neke zdravstvene zaplete in tudi psihološke. Drugi mit ali resnica. Če imaš dobre ocene, ne moreš imeti psihičnih težav. Mit. Se pravi, ne samo, da imaš lahko psihične težave, ki so popolnoma nepovezane s temi dobrimi ocenami, lahko imaš tudi težave zaradi previsokega perfekcionizma, se pravi, previsokih standardov do sebe. Tudi če imam zelo dobre ocene, ves čas mislim, da nisem dovolj dober, da bi moral biti boljši, tako da absolutno mit. Tretji mit ali resnica. Pomoč pomeni šibkost. V smislu, da če iščem pomoč, da sem šibek. Tako. Ne. Se pravi, to, če jaz poiščem pomoč, ker imam nek problem, pomeni, da sem ne samo prepoznal, da imam neko težavo, ampak sem sprejel in se odločil, da nekaj glede tega naredim. Se pravi, sprejel sem jo in se odločil, da nekaj naredim. Kljub temu, da obstaja veliko stigmatizacije okrog tega, da pač poiščeš pomoč, sem šel iskat, tako da meni je to zelo pogumno dejanje. Hvala. Ni zakaj. Gospod profesor, za vas imamo pripravljeno še eno presenečenje, in sicer pred vami je vaza anonimk. Za vsako epizodo zberemo nekaj situacij naših dijakov, o katerih ne želijo govoriti na glas oziroma so preveč sramežljivi, da bi našli pomoč. Okay. Prosimo, da izberete eno ali 2. Alina jih bo prebrala za vas in z vami pokomentirala. Okay. Tukaj je vaza anonimk, ki ga je ustvarila naša dijakinja. Okay. Lepo prosim, da izberete. Se pravi, malo pomešam in si izberem eno. Okay. Zdaj pa dam tebi, da prebereš. Okay. Najbolj me je strah, da če povem, kaj se dogaja, mi nihče ne bo verjel. Da bodo rekli, da pretiravam, da je to samo hec ali da je tako pač med mladimi. Ampak zame to ni hec. To so dnevi, ko mi je težko iti v šolo. To so trenutki, ko se počutim majhno in nerazumljeno. Samo želim si, da bi kdo rekel, verjamem ti in to ni v redu. Kako naj zberem pogum, da nekomu povem, kaj se dogaja, če me je strah, da mi ne bodo verjeli ali da bodo vse skupaj še poslabšali? Ok.
Malo težko vem, na kaj točno ta situacija cilja, zaradi tega, ker je zelo medlo opisana. Prepoznal sem mogoče, da ta oseba doživlja medvrstniško nasilje, nisem pa zdaj čist prepričan, če je to, ampak v primeru, da to je to, absolutno ni žrtev nikoli sama kriva, da doživlja medvrstniško nasilje. Žrtev nima nikoli nobenih lastnosti, ne vem, da ima očala, da ima večji nos, da ima drugačne obleke, ki bi same po sebi jo naredile primerno žrtev. Pri medvrstniškem nasilju gre vedno za to, da oseba, kako naj rečem, odstopa od nekih norm, ki jih ponavadi v skupini postavijo tisti najbolj vplivni. Se pravi, ne vem, če noben nima očal, pa si ti edini, ki ima očala, pa tisti, ki je kao bully, reče, da je pač ni kul, če imaš očala, potem ti odstopaš od tega, ni narobe nič samo po sebi, če imaš očala, ampak potem zaradi tega mogoče se ljudje nate spravljajo. In to nikakor, to je situacija, ki presega sposobnosti te osebe ponavadi, ker ta oseba ni v redu in ne ve, kaj narediti. Veliko ljudi tudi noče, opazuje, pa ne vejo tudi oni, kaj narediti. Zato v taki situaciji absolutno povedati nekemu profesorju, ki mu zaupaš, absolutno povedati šolski svetovalni službi, jaz tam sedim, pa še 2 sodelavki tam sedita, absolutno priti, potrkati, povedati, pa da to skupaj rešujemo. Ni nič narobe s tem, je narobe s tem, če se ti to dogaja, ampak ni nič narobe s tabo, če se ti to dogaja. In rešilo se bo samo tako, da skupaj nekaj naredimo. Še eno? En mal manjši listek. Aja, čakaj, si razprem. Ne znam se ustaviti. Tudi ko imam prost dan, imam občutek, da bi moral nekaj delati, trenirati, izboljševati sebe. Če samo ležim ali gledam serijo, me peče slaba vest. Kot da moja vrednost obstaja samo, če sem produktiven. Zaradi tega sem pogosto napet in redko zares počit. Kako naj se naučim počivati brez občutka, da zapravljam čas ali da nisem dovolj dober? Sam malo vode popijem. Tukaj mogoče prepoznavam ful enih, tisto, kar sem že prej omenjal, ta ful perfekcionizem previsok, ne vse mora biti dobro, ves čas nekaj delam, drugače nimam vrednosti. To na en način je to odsev družbe, v kateri živimo, ki ful vrednoti te neke dosežke, ki jih ti dosegaš, ne vrednoti pa, ne vem, to, da ti tudi fejlaš, pa se iz tega marsikaj naučiš, pa osebnostno zrasteš. Ne? In potem dijaki dajete ta pritisk na sebe. Zdaj, kaj narediti? Definitivno, seveda, če imaš problem, vedno je tukaj svetovalna služba, vedno lahko skupaj postavimo malo bolj realistična pričakovanja. Vedno so tudi neke tehnike sproščanja, če se počutiš pod stresom. In pa seveda, kako je že na koncu bilo vprašanje, če lahko samo še enkrat prebereš? Kako naj se naučim počivati brez občutka, da zapravljam čas ali da nisem dovolj dober? Okay. Absolutno delati na tem, dobro, tehnike sproščanja seveda, ampak tudi delati na tem, da sprejemamo tudi to, da ljudje rabimo počitek, da ljudje rabimo včasih delati nič. To je za naše možgane dobro, to je za naše možgane blagodejno dejansko. Ja? Ker drugače lahko pride hitro do izgorelosti. Dolgotrajni stres pripelje do izgorelosti. Tako da, absolutno. Nižati pričakovanja glede sebe, pa standarde, pa tehnike sproščanja. Gospod profesor, najlepša hvala. Alina, tudi tebi. Rubriki sta za nami, sedaj pa nadaljujemo. Večkrat ste že omenjali, da obstajajo tehnike sproščanja. Na začetku podcasta smo tudi malo sami poskusili. Katere tehnike se vam zdijo, da so najboljše za sproščanje pred stresnimi situacijami? Tehnik sproščanja je malo morje. Najprej bi omenil nekaj, kar sploh ni tehnika sproščanja, je pa zelo dobro za nižanje stresa, in to je urejen spanec. To je prvo, se pravi, da imamo lepo naših 8 ur spanja, to lahko ful zniža stres. Drugo je seveda lepo, da si malo menedžiramo čas, da si menedžiramo čas.
da se pravi, ne vem, se pravočasno začnemo učiti za teste, da nismo pol pod stresom tisti en večer prej, pa seveda, da gremo ven, pa da smo malo aktivni, pa tako to vse blagodejno učinkuje na naš organizem in tudi niža stres. Kar se pa tiče dejanskih tehnik sproščanja, jih je pa več. Recimo en tak centralen oziroma glavni koncept pri sproščanju je tako imenovana čuječnost. To smo že slišali, mislim, da večkrat. Ne? Okay. Čuječnost je en koncept, ki pomeni, da obstajamo oziroma smo mentalno prisotni tukaj in zdaj, v tem trenutku. Ne razmišljamo o tem, kaj bo. Ne razmišljamo o tem, kaj je bilo, prisoten sem zdaj. Zato, ker stres ponavadi pride bodi si od anksioznosti, strahom pred tem, kar še pride, ali pa od tega, ker za nazaj razmišljamo oziroma ruminiramo o nekih stvareh stresnih, ki so se nam zgodile. In čuječnost, večina tehnik nekih čuječnosti je, da se poskusimo postaviti v tukaj in zdaj. Se pravi, bodi si osredotočim se na dihanje in se probam umiriti. Ne razmišljam o drugih stvareh. Če pride neka misel iz preteklosti, prihodnosti, jo enostavno opazim in pustim, da gre naprej. Ja? Ne ustavljam se pri njej, ne vrednotim, a mi je všeč, a mi ni všeč, samo obstajam tukaj in zdaj. To iz budizma sicer izhaja, ampak se je izkazalo kot zelo blagodejno in zelo fajn za nižanje stresa na področju psihologije. Potem ena tehnika, temu bolj rečemo grounding, se pravi prizemljitev, ali kako bi to slovensko rekel, je, recimo, če si ful pod stresom, da se spet daš v trenutek tukaj in zdaj, pogledaš okrog in našteješ 5 stvari, ki jih lahko vidiš. Recimo, jaz vidim rožo, jaz vidim črko E tukaj v knjižnici, jaz vidim tam eno knjigo o Hamletu in tako naprej. Potem 4 stvari, ki jih lahko potencialno tipam. Tamle je kozarec, tamle je kaktus, čeprav ne vem, če bi ga ravno šel tipati, ampak je tam. Tukaj je neka knjiga o psihologiji in tako dalje. Ja, tukaj so hlače in je tudi nek material, ki ga lahko tipam. In probam razmišljati, kakšen občutek bi bil, če bi jaz ta kozarec prijel, če bi jaz te hlače prijel. Potem 3 stvari, ki jih lahko slišim, 2 stvari, ki jih lahko okušam in 1 stvar, ki jo lahko vonjam. Se pravi, tako počasi gremo, ampak point je, vedno smo tukaj in zdaj. To je se izkazalo kot en izmed najboljših načinov nižanja stresa. Kako pa si lahko dijaki pomagajo tik pred ustnim spraševanjem ali pa testom? Definitivno ne tako, da se učiš v naglici tiste zadnje minute pred testom. Fajn se je že prej pripraviti, najboljša priprava na test je priprava vsaj par dni prej. Pa seveda te tehnike sproščanja, ki sem jih omenil. Fajn bi bilo, če bi tudi mogoče profesori pred testom kdaj prišli, pa bi naredili tehniko sproščanja, pa pišemo test. Mogoče bom to kdaj uvedel. Na začetku smo se že malo poglobili v to temo. Veliko dijakov zaradi ocenjevanj izgublja spanec in zaradi tega pije energijske pijače ali se zavede k substancam, naprimer cigaretami in drogami. Kakšen je vaš pogled nad to celotno situacijo? To celotno situacijo absolutno razumem. Se pravi, če ti nimaš energije, ker pač imaš podrt spalni ritem, če nimaš energije, seveda, da boš posegel po pač nekih pijačah, ki ti bojo dale energijo. In seveda, če imaš težave, ne vem, da si ful pod stresom, seveda boš vzel neke učinkovine, mislim, nekateri dijaki bodo vzeli neke učinkovine, ki jih bodo sprostile, bodi si bodo nekaj pokadili, bodi si bodo nekaj spili, to popolnoma razumem. Seveda pa to ni najboljše. Kot prvo ni ravno najbolj zdravo, kot drugo in še pomembnejše pa je, da s tem dejansko ne rešimo problema. Mi samo na nek način preusmerimo našo pozornost oziroma, boljše rečeno, razbremenimo naša čustva v tistem trenutku. Se pravi, mene stresira, ne vem, to, da imam nek test, ampak namesto tega, da se grem učiti, grem rajši nekaj spiti ali pa nekaj pokaditi, zaradi tega, ker pač potem vsaj teh čustev negativnih, ki mi jih ta test povzroča, ne bom čutil. Ampak problem je, test je še vedno tam. In zdaj je še bližje. In še bolj grozen. In če to delamo pogosto, potem je večja verjetnost, da se bomo še zatekali k temu in pol se to en cikel ujamemo in je. Ja. Ampak načeloma pa ja, ni to najboljši način. Obstajajo boljši načini. Da si narediš plan spanja, da si narediš plan učenja in tako naprej. Veliko boljše in bolj zdravo.
Kdaj pa stres postane znak, da bi bilo dobro poiskati pomoč pri kakšnem šolskem svetovalnem delavcu ali pa pri strokovnjaku? Tako kot z vsako težavo, ko je ta stres bodi si dlje trajajoč, ko je tako močen, da nas bistveno ovira pri vsakodnevnem funkcioniranju. Se pravi, če jaz imam test, pa čutim stres, pa pol odpišem, pa sem v redu, to je vseeno. Ampak če pa jaz ves čas doživljam nek stres, pa ne morem normalno spati zaradi tega, pa se ne morem normalno učiti, pa pozabljam stvari, pa se ne morem koncentrirati, to pa je mogoče nekaj opozorilnih znakov, da nekaj naredimo, mogoče potrkamo na svetovalno službo, pa vprašamo za nasvet. Seveda pa najboljši način je spet preventiva. Tukaj zdaj ukrepamo, ko se težave že pojavijo, še boljše je ukrepati na tem, da se težave sploh pojavijo. Z vsem, kar sem prej povedal. Tehnike sproščanja, urnik spanja, kaj sem še rekel, eno stvar sem še rekel. Urnik spanja, urnik učenja oziroma časa, razporeditev časa. Najlepša hvala. Zdaj pa še čisto za konec. Če bi lahko komorkoli, ki posluša ta podcast, dali kakšen nasvet glede obvladovanja stresa ali priprave za prihodnost ali karkoli na ta način, kaj bi vam želeli povedati? Evo, to je pa prvo vprašanje, ki mi je pa zdaj sprožilo en stresni odziv, ker je tako težko vprašanje. In, kaj bi jaz rekel vsakemu, en tak nasvet, se pravi. Ali pa, če si predstavljate, da ste to vi, ki ste absolutno. v stresni situaciji. Jaz se zdaj sem. Se pravi, kaj bi rekel? Absolutno, da a moram v kamero pogledati? Bom pogledal v kamero. Se pravi, vse, kar smo danes govorili, tehnike sproščanja, urnik spanja, urnik učenja, dajte si malo pogledati. Ja, to je prvo. Kot drugo pa, mogoče za zaključek en lep nasvet, probite ostati radovedni, bodite dobri drug z drugim in poskušajte se tudi zabavati na tem popotovanju, skozi katerega gremo vsi in ki mu rečemo življenje. Je bilo preveč cheesy. Gospod Valdin, najlepša hvala za vaš čas in odgovore. Bilo nam je veliko veselje in čast, da smo lahko z vami otvorili naš novi podcast. Tudi meni je bilo veliko veselje in čast. Dragi poslušalci, upamo, da ste v današnjem pogovoru našli kakršnokoli misel ali nasvet, ki vam bo pomagal pri vsakodnevnih izzivih in situacijah še naprej. Ne pozabite, da je stres normalen del življenja, pomembno pa je, da se naučimo z njim ravnati in da si upamo poiskati pomoč, ko jo potrebujemo. Hvala, ker ste bili z nami. In se slišimo in vidimo v naslednji epizodi podcasta Črepinje. Hvala. It's a wrap.